Živijo, sva Benjamin in Luka, soustanovitelja prodajnega Mindseta. Glejte naju v oddaji Potencial moje mladosti na Ljubljana TV. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v še eni ediciji oddaje Potencial moje mladosti. Danes sem res vesel, ker vas čaka eno presenečenje. Namreč nisem povabil samo enega gosta ali gostja, temveč kar dva zanimiva gosta. Z mano sta danes Benjamin Novak, živa, in Luka Jereb. Živijo. Zdravljena. Zdaj tako, gospoda, mi se kar že nekaj časa poznamo, drži? Res je. Res. Ampak prvič smo v taki situaciji, ko se pogovarjamo pred kamero, a ne? Tako. Hvala za povabilo, so tudi dva vesela, da bomo malo se pogovorili. No evo, jaz vem, da bodo danes gledalci res ogromno odnesli, namreč vidva imate za sabo eno tako unikatno zgodbo za slovenski prostor. Ampak predno jaz kaj več o tem povem, dejte se vidva čisto na kratko predstaviti in kako sta celotno zadevo začela. Boš kar ti začel, Beno? Lahko. Benjamin. V bistvu sem že 6 let v prodaji. Začel sem v bistvu direktno, bolj door to door pa to. Potem pa sem začel delati pri marketing magazinu. Zdaj takrat smo pol tudi v sklopu revije smo obiskali pol konferenco Wolf Strikes Again. O, Ko so zanimivo. v bistvu prodajni Mindset na Hrvaškem je organiziral konferenco, kjer so pripeljali Jordana Belforta iz filma Wolf of Wall Street. Sem znano, ne? Tako. In tam v bistvu sem jaz pol videl, da nekaj tazga tudi manjka v Sloveniji. Ne? V bistvu, kjer bi se lahko prodajalci mečkam bolj med sabo povezali, malo se med sabo motivirali, lahko se med sabo spoznali, malo delili izkušnje, tako naprej. Tako da posla se tudi z Lukatom po dogodku dobila in so se v bistvu rekla, da bi lahko kaj tazga tudi mi začeli organizirati. Ne? In ostalo je zgodovina, boste Tako. rekli. Tako. V bistvu so tvoj videla, vidik. da se še predstavim, jaz sem Luka Jereb, v prodaji sem že 10 let, tako da v bistvu jaz se ukvarjam z direktno prodajo. Tudi z Benjaminom sva se spoznala nekih 6 let nazaj, Tako, ja. tazga, ne? In tudi skupaj delala, 3 leta. Pol so se poti malo razšle, ampak zdaj s prodajnim mindsetom so se pa spet nekako našla. Ne? Tako da zdaj, kako sva to začela, ja, točno tako. Benjamin je meni povedal, kako je bilo na tem dogodku v Zagrebu in hitro so ugotovila, da v Sloveniji kaj tazga ni. To manjka. Prodajalci se ne morejo nikjer naučiti prodajati, kakor z izkušnjami, ni neke šole za to. Ne? Tako da sva rekla, da bomo mi to pripeljali tudi v Slovenijo, ker lahko veliko dobrega s tem naredimo tudi. Ne? Dejansko jo ni, ne? Neke formalne, bom rekel, Ne. smeri, ki bi te opremljali za te veščine, ki so pa za mene osebno, tudi jaz delujem v podjetništvu, ne? Pa tudi nasplošno, jaz vedno pravim, da vse je danes prodaja, vse je prodaja. Ne? res je, ja. V slehernem nekem dialogu, ko se pogovarjaš na cesti, vedno nekaj zavestno ali podzavestno prodajamo. Ampak kljub temu ima prodaja je kar dobila tekom let zaradi takšnih in drugačnih razlogov, nekaj mogoče Hollywood, nekaj, bom rekel, tudi ta direktna prodaja malo doprinesla temu, pa se spomnimo obdobja tistega zavarovalništva in tako naprej. Skratka, mogoče res ni pretirano, če rečemo, da je prodaja dobila v našem prostoru malo tako negativno konotacijo. Ampak vidva menta, enkrat smo se pogovarjali, da je prodaja lahko tudi cool. Predvsem za mlade. Zakaj menta, da je lahko prodaja tudi cool? Mogoče kar je Luka. Lahko, v bistvu, to je bil tudi eden glavnih razlogov, zakaj sploh delati prodajni mindset, pa zakaj povezovati prodajalce. Ker točno to, ja, zdaj čez leta se tudi v filmih, če gledaš, ne, ali pa nasploh prodajniki so tisti najbolj osovraženi poklic. Ne. Zadnjič sem ChatGPT vprašal za hec, kateri so najbolj osovraženi poklici, tako da prodajalci smo tam gor med politiki, odvetniki. Toliko visok. Toliko visok smo, na vrhu. Ne. Tako da to je treba spremeniti. Tudi recimo glavne teme na naših predavanjih so velikrat, kako prodajati, brez da si vsiljiv, kako na lep način v bistvu graditi odnos s stranko. Ne samo tisto pušati svoj produkt ali pa storitev, biti nesramen, pa nepopustljiv, pa aroganten. Ne. Pravi, se da tudi drugače, ne? Seveda. Vse se stvari že spreminjajo, tudi razni influencerji na Instagramu probajo to spremeniti. Mi pa v Sloveniji to delamo, ne, da se neko boljšo ime prodaji naredi. Ok, hvala Luka. Zdaj za te, Benjamin, vprašanje.
predvsej vajne, bom rekel, klientele, pardon, oziroma, bom rekel, ljudi, ki obiskujejo vajne dogodke, po videnem so različne demografske skupine, tudi starejši zelo radi pridejo, vidim, zaradi sproščenega vzdušja, o tem malo pozneje, ne? Ampak veliko je nekih mladih, nadobudnih prodajnikov, pa tudi podjetnikov, ki se zavedajo, da morajo tržati svoje dejansko storitve, izdelke na trgu, ker drugače pač ne gre. Ne? In to me je malo presenetilo, da je tak entuzijazem med mladimi. Ne? Ker danes vedno poslušamo, občutek imamo, da je neka pasivnost med mladimi in tako naprej, ampak moram reči, da to, kar video ustvarjate, je res neko gonilo. Ampak dajte mi povedati iz vajnih izkušenj, kako mladi danes gledajo na prodajo in podjetništvo in to, da mora stopiti na trg, se tržiti in tako naprej. Pa se mi za nasplošno podjetništvo se je malo percepcija malo spremenila, pa bi lahko tudi rekel, da je postalo zdaj kar naenkrat kul. Se mi zdi, da včasih ni bilo toliko, včasih v bistvu, če si prišel na neko idejo, si se tega lotil, zdaj pa v bistvu vem, da na Instagramu oziroma socialnih omrežjih imaš ful v bistvu nekih, kot je Luka rekel, influencerjev za v bistvu biznis, za tako naprej in po mojem od tega, zaradi tega se tudi to spreminja. Okay. Meni se tudi zdi, da zdaj, če si mlad, pa imaš nek potencial, pa željo nekaj več ustvariti v življenju, imaš veliko več informacij, kako to narediti, dostopnih, kakor včasih. Tako da se malo polarizela. Zdaj imaš mlade, ki samo buljajo telefon, imaš pa tiste, ki bi radi nekaj naredili in je njim tudi to olajšano. Tako da zdaj glede tega, zakaj imamo v naših dogodkih in starejše in mlade, bi pa jaz rekel, da zato, ker mladi prinesejo neko energijo, entuzijazem, starejši imajo pa izkušnje pa znanje in lahko eno drugega zelo veliko tudi dobijo čez nek pogovor, druženje, pa odnese vsak nekaj domov več, skukor je prišel. Skratka, neka medgeneracijska izmenjava izkušenj, vidikov, pristopov. Ja. Tudi mogoče, če si starejši, pa si že v tem več časa, mogoče tudi malo pozabaš na osnove, zato tudi v bistvu spodbujamo, da vsi pridajo, ker v bistvu se lahko spomniš. Greš po nekem avtopilotu, občutku, ki ti prinaša rezultate. Začneš pa v bistvu spuščati neke zadeve. V bistvu malo se zgoda je ta. Kar bi naslednja zadeva, ki me zanima, je predvsem velikrat, ko smo se mi pogovarjali, sta omenila, da pretekli dogodki, kjer ste bila nekako niso izpolnili vajinih pričakovanj, pa ne samo vajinih, tudi od drugih feedback je bil tak. Kaj je tisto, kar je vama najbolj manjkalo na vajini neki prodajni poti? V smislu znanja? V smislu znanja, seminarjev, dogodkov, pa tudi znanja na trgu. Prej ste omenili, da danes je veliko teh influencerjev v pozitivnem smislu. Včasih se pa nekako tega malo primanjkovalo. Kaj bi si vidva želela recimo 5 ali 10 let nazaj, da bi bilo na trgu? Da bi prodajni mindset že obstajal, da bi lahko se tam kaj naučil. Predvsem pa to, zdaj te dogodki izobraževalni so velikrat, ne bom za vse rekel, ampak velikrat malo suhoparni. Dobiš neko znanje, ampak se te ne dotakne tako, kot se te mora. Neka prodaja je transfer emocij, konec koncev, od tebe na sogovornika in to probamo mi na naših dogodkih tudi doseči. Da lahko ti po dogodku se 1 na 1 pogovori s predavateljem, če imaš željo, da ti pove neke izkušnje iz življenja, ne sam tisti naučen govor na odru pa PowerPoint slajdi. Sej to more biti, ampak tle je še ta dodatek, da res ti ponotrani znanje, ki si ga dobil pri nas. Tako da to se mi zdi ta glavna razlika tudi, pa to je manjkalo prej pri nas. Odlično. Še Benjamin, imamo minutko pred reklamnim blokom. Meni se pa zdi, mislim, to, kot je Luka rekel, zdaj drug je pa še ta v bistvu networking, to mreženje na dogodku. Zelo pomembno, ja. Mislim, večina že spodbuja to, ampak ne pa na vseh. To tudi mi na naših networking dogodkih spodbujamo, je to neko znanje, da se nekaj naučiš. Greš pa lahko tudi da spoznaš nekoga, ki isto razmišlja, ki ti izmenjaš malo izkušnje, kaj novega se naučiš tudi ne samo od predavateljev, ampak v bistvu tudi od gostov. Mogoče tudi kakšno novo priložnost dobiš. Tako. To se mi zdi zelo pomembno, ker mislim, da če smo čisto iskreni, dostikrat hodimo na dogodke predvsem zaradi networkinga, da koga novega spoznamo. Pa smo pa Slovenci kar malo hitro zadovoljni, včasih celo presenečeni, imam občutek, ko nekdo delivera neko kvalitetno predavanje, tisto zelo direktno. To se mi zdi, da je posledica let in let, ko je bilo vse nekako tako sterilno naučeno, kot ste povedali. In ravno tukaj vidim, ker sem bil tudi sam večkrat obiskovalec vajnih dogodkov, to kot neko ključno razliko. Ampak o teh razlikah in kako točno izgledajo dogodki, pa povemo malce več po reklamnem oglasu. Skratka, ne zamudite, kmalu se spet združimo z Benjaminom in
Lukata. Dobrodošli nazaj v novi oddaji Potencial moje mladosti. Še vedno sta z mano Benjamin in Luka, soustanovitelja prodajni Mindset Slovenije. Drži? Drži. Zdaj naglasil sem prav Slovenija, ne? Ker uvodoma sta povedala, da dejansko ta, mogoče lahko zdaj, prav če rečem franšiza, ne? Lahko. Ne? Je nekako bila, začetki segajo na Hrvaško, ne? Tam je, mogoče boste videli malo bolj opisala te začetke. In videla ste se na Hrvaškem ravno navdušila, ne? Od tod me zanima tudi mogoče malo ta razlika v mentaliteti. Ne zdaj samo Hrvaška versus Slovenija, ali pa mogoče Balkan, ampak nasplošno kaj opažate, ko ste bila tudi v tujini po raznih sejmih, vem, da si bil ti, tudi veliko Luka, ne predstavljam si, da tudi ti kar neki Benjamin. In res me zanima, no, vajno opažena razlika, odnos do prodaje, način, kako Slovenci prodajamo. Včasih smo smatrani za malo tako konzervativno, ker se napravi. No, vidva več povejta, mogoče je Luka začneva. Ja, tukaj v bistvu se lahko lepo naveže na to, kar smo se pogovarjali pred pauzo, ne? Da v Sloveniji treba mreženje prav spodbujati, pa ustvariti okolje, kjer se to nekako naravno lahko zgodi, organsko. Tako. Na Hrvaškem, mi kadar gremo tudi daj pogledati njihove dogodke, ne, kako pri njih delajo, to je tam že takoj, ko pridejo noter, je to že dretje. Na glas se govori, smeje se, en predstav enemu drugemu, on drugega in so kar vsi na enem kupu. Pri nas recimo se res pozna na naših dogodkih, sploh od začetka, na ta prvih, da so mogla tudi midva kar pomagati, pa idete se vi tle spoznati ali pa predstaviti enega z drugim, da ta let prebijajo ljudje, bolje pa lažje naprej, pa ni problem. Tako da nismo Slovenci toliko drugačni, samo mogoče ta let težje prebijemo na začetku. Se strinjam popolnoma, to so tudi moja opažanja. Bi kaj dodal, Benjamin, kako ti vidiš to? Ja, isto, kakor je Luka rekel. Se mi, da so vsi na Hrvaškem vsi bolj odprti. Lažje se tudi v bistvu povežejo. Bolj jim je to tudi cilj, da se mogoče majčkeno bolj pokažejo, recimo, ne. Kakor v Sloveniji pa se mi, da se vsi majčkeno bolj zase držimo. In ja, kakor je Luka rekel, v bistvu treba tudi na naših dogodkih, da je kar malo presiliti, ne. V bistvu tudi, če zveš, mogoče on dela v tej branži, pa veš, da tudi jih pol kar med sabo povežemo, ne. Sta kot neka povezovalca, tudi moderatorja pravzaprav. Je pa iz tega že veliko dobrega prišlo. Dobimo feedback, da se je kar nekaj poslov sklenil na naših dogodkih, oziroma vsaj kontakti so nastali tam. Tako da nam je tudi to v bistvu ena taka uponosno, da se tudi to dogaja. Super, ja. Jaz vidim to tudi kot neko mogoče poslanstvo prodajnega mindseta, boste videli povedala, ampak da nekako spreminjamo to miselnost, da je treba biti zaprt v neki svoji komori, ne, v svoji branži. Zdaj, če se nekdo ukvarja z eno stvarjo, da za nas ni relevanten, ni pomemben, starejši, mlajši. Skratka, odpirata ta nek dialog, da se dejansko mrežimo pravi ljudje na pravih dogodkih v pravem času. To se mi zdi zelo pomembno. Mislim tudi tako, tudi če danes dela nekdo v drugi branži, tebe to, da ga greš ti spoznati, ne stane čisto nič. Lahko bo on čez 5 let te predstavil nekoga, ki bo te res nek dober posel omogočil ali pa kakorkoli. Tako da nič te ne stane in se to splača tudi početi. Ker v poslu brez vez pa itak težko kam prideš, to pa nam je jasno vsem. Ampak te veze se vedno slišijo tako malo spet negativne konotacije, sploh v Sloveniji, ki smo majhna država. Hitro se pomisli nek klientelizem, jaz tebi, ti meni. Ampak v končni fazi ste rekla, prodaja transakcije emocij. Jaz vedno tudi pravim, ko jaz predavam ali pa ko imam neke delavnice, treninge, da je, tako kot sem imel, vse prodaja je tudi transfer zaupanja. In to zaupanje se mi zdi ključno, ne. Menim, da tudi vidva ne bi imela toliko članov, ker zdaj ima to tudi prodajni Mindset klub. Tako da me zanima tudi, kako zdaj to funkcionira in kakšni so plani za naprej dejansko, ker samo delati dogodke je ena zadeva, prehod, da ti nekdo dejansko plača, da je član kluba in da vidi v tem nek konkretni benefit, je pa nek dvig nivoja. In me zanima, kako zdaj to trenutno izgleda, kaj člani od tega dobijo, zakaj bi se nekdo, ki nas zdaj posluša, nekakšna mlada oseba odčlanila in plani za naprej s tem klubom. Ja, v bistvu kot član kluba dobiš dostop do vseh 5 networking dogodkov, brezplačen vstop, potem lahko tudi greš na 2 hrvaška networking dogodka v Zagreb, tudi vključeno ceno.
Pol pa tudi zdaj, naprimer, bomo organizirali prvi dogodek samo za člane kluba, ki je v bistvu tudi mečkam bolj druženje, da se lahko med sabo tudi spoznajo. In tudi plan za naprej je v bistvu, da bojo bili pol tudi ekskluzivna v bistvu izobraževanja, mogoče ekskluziven dogodek z nekim predavateljem, ne. Je v bistvu, da si del nečesa. Še večji poudarek je na povezovanju Tako, v tako, klubu. ja. Ne. Ker če si ti v klubu, imaš dostop do vseh teh dogodkov, kjer so vsi ostali, ki so v klubu. Pa še tako je, ne, v bistvu tak klub se bo prijavil nekdo, ki ima neke ambicije, pa ima željo delati na sebi. Ker zdaj, če ne greš raj na pivo, ne boš plačeval, da si v nekem klubu, ne. Tako da pol tudi s takimi ljudmi si obkrožen vedno, ne. Tako da plani imamo, pa zdaj v bistvu bomo kar dodali še kar nekaj stvari. Zdaj že čez en mesec začnemo z masterclassom prvim. To bo veliko bolj poglobljen dogodek, manj poudarka na mreženju, več na znanju, da res ljudje odnesejo neko dodatno znanje od tega. Konec leta imamo pa še eno konferenco Sales for Future v Zagrebu. Tako. Hočemo še kaj več o tem pol povedali, ampak ja, imamo še veliko stvari pripravljenih. No. Tako, v zadnjem delu bom prosil, da še malo poveste, kje so kakšni dogodki, kje se lahko ljudje prijavijo, pogledajo več, a ne, ste tudi aktivni na socialu precej, ne. Recimo, tudi tukaj je eno moje vprašanje, ki sledi, ampak zdaj bi malo prešel na našo ciljno publiko, namreč mlade kot take, ne. Mislim, vidva sta še vedno zelo mlada, v mojih očeh zelo mlada, ne, vidva pravita, da se ne počutita več tako rosno mlada, ne, ampak to smo vsi govorili, ne. Ampak realno, za vajina leta je vajin CV, prodajna pot že kar bogata, zavidljiva in tudi to, da organizirate. Jaz imam občutek, da si včasih ljudje kar tako mislijo, saj te dogodki, to je čist neki, to je tako enostavno organizirati, ne. Mogoče tudi zato, ker mrgoli teh dogodkov, če pogledamo na trgu, vsak dan vidimo nekaj novega, tudi vedno več je poslovnih dogodkov, vsak bi nekdo nekaj organiziral, kar se mi sicer zdi zelo prav, ne. Ampak mogoče je percepcija, da je to tako zelo enostavno. Jaz pa vem, ko sem samo enkrat organiziral dogodek, koliko je to ene stvari v ozadju, na kaj moraš biti vse pozoren, ne. Zato prvo vprašanje. Kaj bi svetovala recimo nekim mladim osebam, ki bi želela stopiti na neko podobno pot, da bi se radi izpostavili, nekaj organizirali, kakšen dogodek? Kje začeti, kako začeti? Recimo na začetku nimaš toliko socialnega kapitala, nimaš toliko poznanstev, vez, da tako rečemo, ne? Ker tukaj je treba marsikaj vedeti, ne? Treba prostor, je treba povabiti ljudi, dobiti ljudi, nimaš toliko zaupanja. Kako bi začela vidva, če bi še enkrat začela recimo? Jaz bi rekel, prva stvar, ki moraš pomisliti, kaj boš ti nekomu s tem dogodkom rešil oziroma katero dodano vrednost boš imel. Super. Ne, da ni zdaj to samo kar en dogodek, pa neka predavanja, ampak moraš pomisliti, kaj manjka na trgu, pa boš veliko lažje uspel. Druga stvar je dobra ekipa, pa uživati moraš v temu. Ne. Mi smo se v bistvu najdeli, imava še tretjega člana Lenarja, ki je tudi super, on bolj za tehniko skrbi. Tako da mi, ki delamo za prodajni mindset, je to meni občutek bolj kot eno druženje med prijatelji, kakor dejansko neko hudo delo. Ne. Ni delo, ja. Tako da, če ti to ni, boš težko ostal v tem poslu, ker zna biti naporno včasih. Ne. Pa veliko stvari lahko gre narobe. Predvsem to. Moraš biti hiter, da to rešuješ. Predvsem to, ne. Po mojem moraš imeti ta mindset, da se itak bo nekaj šlo narobe, ne se s tem preveč obremeniti. Točno to, ja. Moja izkušnja dogodka je vedno taka, tam so bile stvari mogoče tako popolne na videz, vse je bilo do pike skalkulirano, narejeno. Na koncu mogoče to ni bilo tisto ključno, ampak ključno je tisto, kar dobiš na dogodku, ljudi, ki jih spoznaš. In na koncu se ljudje ponavadi ne obremenjujejo z nekim malenkostim. Tam zmanjkalo ene vode, kakšen kanapejček premalo in tako naprej, ne. Kaj vi opažate, da je tisto, kar najbolj ostane vajnim obiskovalcem v vtisu? Pa dajmo reči pozitivno, pa mogoče tudi kaj negativnega, no, konec koncev. Mislim, kakor smo imeli zdaj zadnji dogodek, sem videl, da so vsi to prehvalili, kako je sproščeno vzdušje, ne. Ni v bistvu nekega strogega, zdaj tišina, ne se pogovarjati, a ne. Je v bistvu namen je, da je sproščeno. In ja, tudi če gre pa kakšna stvar narobe, na koncu je v bistvu glih to v bistvu nek dodana vrednost, bi jaz rekel. In to sproščenost tudi mi probamo čim bolj komunicirati, ker jaz, če se spomnim sebe, ker sem bil še na začetku prodajne poti, bi z veseljem šel na kakšen tak dogodek ali pa v nek klub se včlanil, ampak te je kar strah, ker misliš, jaz si še ne zaslužim tam videti, kako bo mene gledali pri 20, a ne. Tako da prinese glih to v bistvu, da lahko vsak pride in se bo imel sigurno fajn.
To je odlično izhodišče za nadaljevanje. Ravno na to temo sem vam želel postaviti naslednje vprašanje, ampak takoj po kratkem oglasnem premoru, tako da ne zamudite zadnjega dela, ker bo še zelo zanimivo in koristno. Dobrodošli nazaj. Z mano sta še vedno Benjamin in Luka iz prodajnega mindseta Slovenija. Zdaj, meni že ime tako zanimivo, prodajni mindset. Pa iskreno povem, ko sem prvič videl, mislim, da je bilo na Instagramu, je bil en tak story, je bil objavljen in takrat je bil ravno moj znanec, poslovni kolega Gregor Kosi, napovedan kot prvi govornik enega prvega dogodka, drži, ne? Meni je bilo vse skupaj zanimivo. Koncept, način, podlaga, ta CGP, tako malo črno, rdeč. Se pravi, moraš vedno najti neko to drugačnost. Ne? In jaz po opaženem in slišanem, glede na feedback, ne, od drugih udeležencev in članov kluba, slišim, da ravno to cenijo, to drugačnost. Ne? In če se ozrem nazaj, ko sem jaz šele začenjal, to je zdaj že nekih 13-14 let nazaj, ne, ko sem odprl prvo podjetje, prvo podjetniško zgodbo, da enostavno sem iskal neke podobno misleče ljudi. Peer to peer, da bi imel neko debato, da bi slišal njihove izkušnje, da bi lažje pomagali. In potem sem seveda naletel na en kup nekih poslovnih klubov, ampak vsi so delovali tako konzervativno, zategnjeno, tako sta vidva prej lepo povedala, kar občutek imaš, da ni to zate, da je to višji nivo, da te bo zviška gledali. Iskreno, pogosto sem pol kariere videl, da temu ni res, da to ni tako, da v bistvu si mi sami naredimo percepcijo, da nekam ne spadamo, v bistvu nas pa ljudje ponavadi kar toplo sprejmejo medse. Sploh v poslovnem svetu ljudje cenimo, ko nekdo mlajši pride in ima neke ambicije, nasprotno od pričakovanj. Ampak vseeno, kot rečeno, percepcija je bila ta, ki me je ovirala in potem sem bil član raznih poslovnih klubov. In iskreno, na začetku sem dobil neke novosti, neke mogoče nove kontakte, ampak s časoma je ostalo to vse nekako podobno, sterilno. In rezultat je ta, da sem se na koncu izčlanil iz čisto vseh. Zdaj, zanima me, še enkrat, nekaj ste že povedali, ampak kaj je toliko drugačnega pri vajinem klubu in kaj se bo to dejansko spremenilo? To lahko postane en tak velik, pomemben klub v slovenskem poslovnem prostoru. Taka je sigurno vizija naša. Mogoče celo največji tak klub, ker se mi zdi, da tudi največ različnih ljudi sprejmemo mi, tako kot si ti povedal, da si se počutil, da ne boš sprejet. Tukaj je že sam problem, kakšno percepcijo daje ven od sebe oziroma kakšen marketing dela nek klub. Zato imamo mi recimo črno-rdečo barvo, ni tista sterilna belo-modra, kakor se ponovadi oglašujejo. Poslovna, Že to so take malenkosti, da na ta način daš ljudem vedeti, da lahko pride pogledat vsak. Tudi po vsakem dogodku damo mi ven slike, kjer damo zmer poudarek, da se vidi nasmehe, dobro voljo, da povezovanje ljudi med sabo. Tako da si vsak lahko malo pogleda, kako smo se imeli, pa ocena bi bilo to za njega ali ne. Zdaj, kar se tiče pa tega, da si pol ti šel ven iz teh klubov, verjetno, ker se ti je zdelo, da je klub stagniral oziroma da je eno in isto se ponavlja, to je pa tudi zdaj nam v interesu, da vedno razmišljamo, kaj se lahko zboljša. Ne da ostanemo na mestu, ampak iščemo nove ideje, nove koncepte, kaj lahko naredimo še bolj, da bo še drugačno. Pa preden predam Benjamin tebi besedo, bi samo še to se navezal, da eden izmed razlogov, zakaj se mi na koncu to ni toliko dopadlo, vse te zgodbe, je bil ravno ta networking. Zdaj mi zdelo, da je vse posod nek klientelizem, nažalost. Neki ljudje, ki so se med sabo formirali kot skupine in ti nekako ne prideš notri, ali pa zelo težko. In jaz sem vedno pa iskal klub, kjer bi vsi skupaj sodelovali in predvsem organizatorji naredili nek tak varen prostor za povezovanje. Tako da, Benjamin, kaj pa ti tukaj vidiš kot neko odločilno prednost in kam ta klub lahko sploh pride? Se pravi, klubov v Sloveniji je veliko. Na koncu dneva nekdo mora odšteti nekaj evrov, pa tisti čas, tudi ta dedication se mi zdi zelo pomemben, da ti prideš enkrat mesečno ali enkrat na 2 meseca na dogodek. Mislim, jaz bi rekel, da prva razlika je že to, da je v bistvu finančno dostopno. Ne govorimo zdaj o nekih velikih vsotah. A smo lahko konkretni? Mislim, trenutno je 290 evrov plus DDV je v bistvu cena, kar dejansko se, kakor smo mi preračunali, se jih pokrijejo te dogodki. V bistvu, če bi zdaj prišel na vsak dogodek naš, bi plačal več
kolikor stane klub. Ne. Ker res hočemo, da je v bistvu finančno dostopno, se ljudje lahko včlanijo, imajo neko dodano vrednost, ne, so pol te v bistvu ekskluzivni dogodki, ta druženja, ki organiziramo in tam so pol tudi mi, da z Luko prisotna, so v bistvu skozi vsemi družimo, je taka, res je fajn, no. Tudi ko vidim potem, tako kot si Luka ti omenil, na koncu date vedno tak nek highlighte, ne, povzetke dogodka, vedno neka taka glasbena sproščena zadaj, tako malo zanimivo je, no, enostavno tak drug duh nekako se vidi. In se mi zdi, da to bo privabljalo predvsem mlado populacijo, ne. Res me zdaj zanima, no, kaj vidva danes, če gremo majčkeno, zdaj stopimo korak izven konteksta vajine zgodbe, kaj vidva nas splošno danes opažata pri mladih? Recimo, a je dosti ambicioznih mladih, ali je res to, kar poslušamo, da sej mladim se nič ne ljub, nimajo ambicij, da itak ne bojo nikamor prišli in tako naprej. Mislim, ker jaz sem to poslušal že v svoji generaciji s predhodniki in verjetno ste tudi to vidva poslušali. Kaj menite o tem? Verjetno vsaka generacija na tisto pod sabo gleda kot na neke lenuhe pa čudake. Tako da Milo rečeno. Par nas ne bo nič drugač, ampak jaz bi tako rekel, ker veliko tudi delam z mladimi na terenu, ne, v mojem poslu. Opažam, da se zelo polarizira to. Imaš tiste, ki so toliko motivirani, da bojo nekaj naredili sebe, ker se jaz z moje generacije ne spomnim praktično nobenega, ker res spremljajo te motivacijske govorce, vse informacije, kako zjutraj vstati, da boš cel dan na 100% in razmišljal o teh stvareh. Imaš pa pol tisti drugi pol, ki jih pa dejansko zanima samo TikTok, socialna omrežja, pa da bo on priljubljen, pa da bo čim manj delal, pa čim več imel. In pol bi vsak najraj sebe snemal, kako pleše pred kamero, pa upa, da bo nekaj iz tega, ampak to rata enemu na milijon, na primer. Z vsem spoštovanjem. Seveda, to je, jaz rečem, vsaka čast tem, ki to naredijo, pa uspejo v temu, to ni kar tako, ne. Ne, pa kaj lahko tudi jaz podarim, da najmlajši član našega kluba je star 19. Bravo. Kar lahko povem, da jaz pri 19 zihar nisem več v tej smeri podjetnik. Še nismo bili toliko resni, ne? Ni bilo toliko, ne, v bistvu je prišlo tako, da zihar se spreminja, no. Nekako je postal bolj zanimiv tudi to, da se v bistvu, kakor je Luka rekel, se izobražuješ, v bistvu probaš optimizirati svoj dan, kako najbolj spočiti, kako najbolj spati, paziti na spanec, ne piti alkohola, zdravo jesti, ne, vse to v bistvu se mi da zadnja leta prišlo, postalo veliko bolj zanimivo, kakor včasih. Bolj mainstream. Tako. Ja, to se mi zdi ravno zanimivo, ko ste videla omenila. V zadnjem času sem imel nekaj izobraževanja, ne, primarno z področja online prodaje, LinkedIna recimo, AI-ja tudi, ne, umetne inteligence in zanimivo, ko smo imeli bolj tematsko za mlajše populacije, pričakovanja so bila zelo nizka. Glede števila prijavljenih, glede neke sodelovanja, engagementa, ki je bilo ravno nasprotno, ne. Mladi, ki so prišli, so bili tako, kot pravite, zagrizeni, a ne, dajmo nekaj narediti, spremeniti. Ogromno vprašanj sem dobil, tako zvedavih, a ne. Itak zdaj lastnost nekih te nove generacije, da ti ne prikimavajo, ampak te sprašujejo, vedno te challenge-ajo, ne. Kar je tudi za nas nekako zanimivo, da zrastemo, ne. Ampak strinjam se z vama, da je neka polarizacija, se pravi tisti mladi, ki so zelo motivirani in tisti, ki so pa izrazito nemotivirani, a ne. Nekako kot da ta srednja vmesna zgodbe praktično ni več. Vedno manj, ja. A pa vedno manj. In zdaj me zanima, kaj pa ti drugi, ki niso toliko motivirani, a ne? Kaj bi vi svetovala nekomu, ki zdaj je star, ne vem, 14, 15, 16, 18, 19, a pa tudi 25 konec koncev, pa nima jasne vizije v življenju. Kako pride do neke točke? Kaj bi dala kot nek zaključni nasvet? Mislim, zdaj, če gremo za take mlade, ki nimajo motivacije, kako to spremeniti? Ti čez noč ne boš nekega razsvetljenja doživel, da se bom pa jutri zbudil in zdaj bom pa jaz uspešen, ne. Je rekel, da moraš začeti počasi, pa nek momentum začeti ustvarjati, ne. To pomeni konsistenca. Tako, lahko je prva stvar že samo, da zjutraj pospraviš posteljo, ki prej nikoli nisi, poješ mogoče zdrav zajtrk, ne neke sladke kosmiče in pol začnete to motivirati, da boš vsak dan nekaj več naredil. Kaj pa veš, čez 5 let pa mogoče odpreš podjetje, pa si uspešen. Zaradi tega, ker si se odločil en dan posla pospraviti, ne. Pa zdi se mi podjetništvo, da postaja tudi vedno bolj popularno, če se samo navežem med mladimi, ne. Ja, tudi se mi zdi, službe nimajo več istega slovesa kot včasih, da to je stabilna stvar, da je to edina stvar, kjer boš ti lahko. Tudi recimo, jaz, ko sem se na to pot podal, družina je itak proti, ne.
zdaj si naredil faks, spet v ta znajci službo, imej stabilno, pa boš pol razmišljal. Zelo znano, ja. Verjetno smo vsi imeli podobno. Tako da ja. Pa ti, Benjamin, zdaj zate vem, da je background, da izhajaš vseeno iz malo bolj podjetne družine, ne? Če se motim, ne? Ja. Kaj pa recimo, kako si pa ti to doživljal, pa evo, zaključni nasvet mladim, ki bi želeli nekaj v življenju spremeniti in zrasti? Ja, kakor je, mislim, Luka rekel, z ene strani je bilo mečkam bolj to šola, dokončaj faks, boš dobil dobro službo. Temu se nismo mogli izogniti, točno ne, to je. nikakor. Okay. Ampak z druge strani sem pa dobil pol ful podpore, ne, da naj se lotimo nekaj našega probat. Takrat tudi se mi, da na začetku moj oče ful pomagal, pri temu nas je tudi spodbudil, da dejansko gremo v to, pejte probat. Tako na začetku je bil skozi ta nek strah, kaj pa, če bo slabo, kaj če ne uspel na koncu. Ampak mi smo rekli, bomo probali, nam je to zabaven, družili smo se tako ali pa V drugače. najslabšem primeru se nekaj naučiš Tako, točno in to je. probaš še enkrat in to je to. Pol, če bi malo povzel vajno zaključen nasvet, se mi zdi, da je stičišče tisto, da probi, just do it, kot pravijo Američani. In kaj je pa najslabše, kar se mi lahko zgodi? Če pa ne probaš, pa ne veš, kam lahko priješ. Boš imel pa vsaj dobro zgodbo. Tako. Zdaj ne vem, kako je bilo za vaju, ampak glede na to sploh, da ste bila prvič v studiu danes, ampak jaz sem v pogovoru užival, veliko sem se tudi naučil, nekaj celo nove stvari sem zvedel in verjamem, da naši gledalci so sploh veliko odnesli od tega pogovora, tako da Benjamin, Luka, res najlepša hvala obema. Hvala. Hvala tudi tebi. Povabilo pa do novih zmag in da klub čim bolj zraste in da ponesemo dobro ime o prodaji in podjetništvu. Tako. Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala, ker ste bili še v eni oddaji z mano in mojima super gostoma in ostanite na preži, kajti obetajo se novi zanimivi gosti, nove zgodbe in hvala lepa ter lep večer.